sodišča, magistru Damjanu Florjančiču. Izvolite. Hvala in lepo pozdravljeni v mojem imenu. Me veseli, da ste se zbrali v tako lepem številu in me veseli tudi, da lahko predstavim letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti slovenskega sodstva, ker mislim, da je to prava oznaka za naše sodno delovanje v preteklem letu, torej da delamo dobro, na kratko povedano. Pa bi za začetek morda vam natrosil samo nekaj temeljnih statističnih podatkov o našem preteklem delu, potem pa še nekaj uvodnih misli, na kar bo prostor za vaše vprašanja in podrobnejša pojasnila za tiste zadeve, za katere vas to zanima. Nekaj od teh mojih besed bo spremljeno tudi z ustreznimi slajdi in najprej bi lahko na kratko povedali, da nas je na sodiščih zaposlenih 891 sodnikov, poleg ostalega sodnega osebja, ki v tem grafu izkazuje, da se ta procent ali pa to število sodnikov v zadnjih letih zmanjšuje in smo zdaj prišli nekako na številko 43 sodnikov na 100 tisoč prebivalcev v naši državi, kar je še vedno iznad tistega, kar je bila nekako strateška usmeritev, da pridemo do števila 42 sodnikov na 100 tisoč prebivalcev. Vendar moram tukaj zdaj poudariti, da v tem smislu se nakazuje problem, ker nove pristojnosti, ki nam jih nalaga nova zakonodaja, kaže na to, da se število sodnikov zaenkrat ne bo moglo naprej zniževati. To predvsem v tem trenutku kaže družinski zakonik, kjer smo že nekako šli v dodatne razpise za sodniška mesta. Poleg tega je v zvezi z zasedbo sodniških mest problematika, na kar opozarjamo že več let, generacijske vrzeli, torej te vrzeli, kjer nam bo v prihodnjih letih, desetletju zmanjkalo nekako tistih sodnikov v starosti največje produktivnosti, tam okrog 40 let. Ta problem skušamo nagovoriti na ta način, da se zavzemamo za čim prejšnjo spremembo zakona o pravniškem državnem izpitu, na ta način, da se bo usmerjeno izobraževalo kadre za sodniški poklic. Tukaj ne mislim zdaj razpravljati o tem, kako in kaj ne se tukaj razrešuje problem z usposabljanjem za druge pravosodne poklice, ker nas načeloma in jedrno zanima problematika sodniških poklicov. In zaradi tega mislimo, da bi lahko za ustrezno usmerjenim izobraževanjem in usposabljanjem za sodniški poklic lahko pravilno tudi načrtovali zasedbo izpraznjenih sodniških mest v prihajajočih letih. Na tem področju se Ministrstvo za pravosodje sicer že angažira in ustanovljena je delovna skupina v tem smislu. Poleg tega bi lahko na začetku povedal, da je ta naša uspešnost delovanja razvidna tudi iz teh temeljnih statističnih podatkov, ki kažejo na gibanje vseh zadev v preteklem letu in pri tem lahko ugotovimo, da je bilo v lanskem letu prejetih cirka 840 tisoč zadev na slovenska sodišča in jih je od tega bilo rešenih cirka 853 tisoč, na koncu leta je ostalo nerešenih 145 tisoč, kar je 9% manj kot v predhodnem letu 2017. Torej, uspeli smo zmanjševati število nerešenih zadev, več zadev smo rešili, kot smo jih prejeli. To obvladovanje pripada je na ravni celotne storilnosti, da tako rečem, slovenskega sodstva cirka 102%. Pri pomembnejših zadevah smo prav tako uspešno delali, tam je obvladovanje pripada še višje, 104%,
ker smo prejeli 122 tisoč zadev cirka in od tega jih rešili 127 tisoč, na koncu leta jih je ostalo nerešenih približno 80 tisoč. Zmanjšali smo torej število nerešenih zadev, tako v globalu gledano, kot tudi na ravni pomembnejših zadev, pa tudi seveda ostalih. To zmanjšanje na ravni celotnega delovanja slovenskega sodstva je, kot sem rekel, 9% v primerjavi z letom 2017, če pa primerjamo z letom 2013, je pa to 51% manj. In podobno je tudi v pogledu pomembnejših zadev, kjer je v primerjavi z letom 2013 to zmanjšanje nerešenih zadev na koncu leta za zmanjšanje za 23%. Zanimivo je pogledati tudi strukturo prejetih zadev. Tukaj bi zlasti pozornost usmeril na razmerje izvršilne in pomembnejše zadeve, ker lahko opazujemo, da se je v primerjavi z letom 2013 v prejšnjem letu izrazito spremenilo razmerje nerešenih zadev, tako da je več nerešenih zadev pomembnejših, tiste, ki jih ocenjujemo kot pomembnejše, v razmerju z izvršilnimi, ker se izvršilne zadeve dosti bolj hitro rešujejo v primerjavi z letom 2013, tako da je nekako prevzelo tukaj vodstvo, prevzela ta struktura pomembnejših zadev. To predvsem kaže na dobro organizirano delo na izvršilnem področju in ustrezno reševanje tovrstnih zadev. Rad bi poudaril tudi to, da spremljamo ves čas tudi čas reševanja zadev v sodnih postopkih in tudi tukaj se je globalno gledano čas reševanja tudi v prejšnjem letu še vedno skrajševal, razen na nekaterih specifičnih področjih, ki pa ne morejo spremeniti te slike v globalu. To so na primer področja zapuščinskih zadev, nepravdnih zadev, prekrškovnih pomembnejših zadev in tako naprej. V tistih primerih pač se bo terjalo še posebno pozornost sodnikov in predsednikov sodišč na tovrstnih pravnih področjih in tistih sodiščih, kjer so ti problemi zaznani. Morda je zanimiv ta podatek, ki je tudi razviden iz naslednjega slajda, in sicer kakšno je število novih civilnih, gospodarskih in upravnih zadev, ki jih prejmemo na slovenska sodišča, in videti je, da smo pri vrhu držav članic Evropske unije na 3. mestu, torej pripad je izjemno visok v naši državi. Ljudje se izrazito pogosto poslužujejo sodnih storitev in iščejo zadoščenje za svoje pravice na sodiščih. Prav tako je zanimiv tudi naslednji graf, ki pričakuje čas rešitve zadev v civilnih, gospodarskih in upravnih zadevah na ravni Evropske unije. To so sicer zadnji podatki iz evropskih statističnih podatkov, ki se zaključujejo z letom 2017, kjer je tudi videti, da je tukaj tudi Slovenija kar pri vrhu. Tako da ti trendi se tudi v preteklem letu nadaljujejo po naših podatkih. In vsi ti podatki pravzaprav izkazujejo, da se lahko kar ponosno pogledamo v ogledalo. Če pogledamo še nekoliko, kakšna je zdaj struktura zadev pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, vidimo, da se tudi v zadnjih letih zmanjšuje pripad, sicer ne tako konstantno, vendar pa rešene zadeve, ki obravnavajo slovensko sodstvo oziroma domnevne ali pa zatrjevane kršitve človekovih pravic, so relativno nizke. V letu 2018 je bilo takih zadev 5 in od tega nobena ni več se nanašala na problem sojenja v razumnem roku, ampak je šlo za druge kršitve človekovih pravic.
Morda še dve besedi o finančnem položaju. V letošnjem letu smo imeli naš proračun, oziroma govorimo za lansko leto, smo imeli proračun, za proračun namenjen znesek 168 milijonov. Torej, ta znesek je bil za približno 3% več kot v letu 2017 in smo tudi v celoti poravnali vse naše obveznosti, tako da ni nobenih zaostankov tukaj bilo. Pri čemer pa želim poudariti to, da zlasti v zvezi s tem, da se pojavljajo očitki ali pa kritike ali pa pomisleki o izrazito visokih finančnih vložkih v slovensko sodstvo, naj poudarim, da gre za ta namen iz našega proračuna cirka 75% tega zneska za plače, kjer enostavno nimamo nobene moči posegati, in nadaljnjih 12% za stroške sodnih postopkov, kamor tudi nimamo nobene možnosti posegati, ker so to stroški, ki nastajajo zaradi vodenja sodnih postopkov. Vidimo, da je na ta način že 87% finančnih sredstev, ki so nam odobrena, porabljeno pravzaprav za te stroške, ki so neizogibni in na njih nimamo v okviru naših pristojnosti nobenega vpliva. Poudaril bi pa, da se seveda trudimo za prihranke in izrazito visoki prihranki so pri našem delovanju v preteklem letu bili na stroških stečajnih postopkov, in to zaradi nižje tarife, pa tudi manj zadev je na tem področju prišlo, tako da je v primerjavi z letom 2014, ko smo imeli za te stečajne postopke porabljenih 11 milijonov, bilo v preteklem letu porabljenih le 4 milijone evrov. Podobno lahko rečem tudi za poštne storitve, kjer se v primerjavi z letom 2014 tudi ta postavka izrazito niža. V letu 2014 je bila ta postavka porabe 10 milijonov 500 tisoč, v lanskem letu 7 milijonov 300 tisoč. Tukaj gre pa to na račun nižje cene oziroma nižjega nadomestila za vročanje po elektronski pošti in je ta prihranek dejansko iz poštnih storitev ocenjen na približno 3 milijone 200 tisoč evrov. Tako da je očitno tudi ta prispevek nezanemarljiv v zvezi z našim delovanjem. Kljub temu, da imamo na ta način nedvomno izkazane dobre rezultate in smo nekako, lahko bi rekel, kar primerljivi s tistimi evropskimi državami, ki na področju sojenja dobro poslujejo, se še vedno pojavljajo po naši oceni neutemeljene ali pa ne povsem utemeljene kritike na delo slovenskega sodstva. Te kritike običajno temeljijo predvsem na posamičnih sodnih, zlasti kazenskih postopkih, kjer si javnost, mediji ali pa stranke v postopkih predstavljajo, da bi moralo biti delo sodišč drugačno, kot je. Vendar taki posamični primeri ne dajejo celovite slike slovenskega sodstva. 800 in toliko tisoč zadev, ki jih je rešilo slovensko sodišče, sodstvo jih ni rešil nihče drug. Rešili smo jih mi, sodniki in sodno osebje, ki pri tem sodelujejo. Zaradi tega in zaradi različnih tovrstnih diskusij v javnosti je tudi bila podana moja pobuda predsedniku Državnega zbora in Državnega sveta, da se organizira javna razprava o nadaljnji varianti možnosti in pogledu na krepitev načela pravne države v naši skupnosti. Mislim, da je taka razprava nujno potrebna. Tudi zaradi nedavnih razprav v Državnem zboru o nekaterih delovanjih in vidikih delovanja slovenskega sodstva. Načelo pravne države seveda vsebuje tudi vprašanje delovanja in delitve oblasti na 3 samostojne veje oblasti: zakonodajno, izvršilno
in sodno, ki se morajo med sebojno uravnoteženo usklajevati po načelu zavor in ravnovesij. Ampak ocenjujem, da se v javnosti in v različnih tovrstnih strukturah marsikdaj različno dojema izvrševanje in udejanjanje teh načel. Zato se mi zdi zelo koristno in potrebno, da bi tovrstno razpravo odprto za javnost opravili v čim krajšem času. To je navsezadnje tudi usmeritev inštitucije Evropske unije, ki želi od nas do začetka junija dobiti relevantne vzpodbude za nadaljnjo pot krepitve pravne države na ravni Evropske unije, saj se ugotavlja, da je ta pot ali pa to načelo pravne države tudi na ravni Evropske unije v določeni meri že ogroženo ali vsaj vprašljivo ali pa so zabrisane prave zamejitve in omejitve ali pa pogledi na to vprašanje. Tako da danes, ko sem izročil letno poročilo predsedniku Državnega zbora in ministrici za pravosodje, je bila ta pobuda z naklonjenostjo sprejeta in upam, da se bo ta razprava v kratkem odvila na tak način, da bomo lahko odprto govorili o tovrstnih problemih. Drugi vidiki, ki se morda tudi nanašajo in so pomembni za nadaljnje delovanje slovenskega sodstva, so tisti, ki zadevajo učinkovito delovanje in redno delovanje sodstva kot takega, in pri čemer je zelo pomembno, da imamo možnost organizirati naše delo na tak način, da nam to zagotavlja. Zato predlagamo, in je, kolikor sem lahko razumel, sprejet naš predlog na ravni Ministrstva za pravosodje, da se gre v spremembo sodniške zakonodaje na ta način, da se na prvi stopnji uvede enovitega sodnika, ne več okrajnega okrožnega sodnika, ampak enega prvostopenjskega sodnika, ki bo zagotavljal učinkovito delo na ravni temeljne celice slovenskega sodstva, ki naj postane sodno okrožje. In sodna okrožja potem morajo svoje delo organizirati v okviru internih in zunanjih oddelkov na ta način, da bo delo organizirano čim bolj učinkovito. Drug s tem vprašanjem pristojnosti Ministrstva za pravosodje povezan problem je to, kar izpostavljamo nenehoma v zadnjih 2 letih. Prostorski problemi. Prostorski problemi so tudi, če boste pogledali letno poročilo, že uvodoma izpostavljeni kot eden osnovnih problemov, ki se ga mora ta država lotiti. Zato smo tudi vizualno pokazali s sliko, zemljevidom, na koliko lokacijah je ljubljansko sodstvo razporejeno po najetih prostorih. Gredo nemajhna sredstva za te prostore. Ne samo to, ti prostori so povsem neustrezni in to kaže na nespoštljiv odnos, ne samo do sodstva in do sodnikov, ki sodno oblast izvršujejo, predvsem gre za nespoštovanje do strank, ki prihajajo v take neugledne prostore iskati svojo pravico. Tega se mora država zavedati. In zato, da bi zagotovili to vrstno rešitev teh problemov, predlagamo na več mestih v letnem poročilu, naj se za ta namen sprejme zakon o rešitvi prostorskih problemov v Ljubljani na ravni vseh sodišč, od prvostopenjskega do vrhovnega in od specializiranih do rednih. Zakonska rešitev je po naši oceni edina tista, ki bo zavezovala izvršilno oblast, da bo ustrezno načrtovala v prihodnjih letih tako finančna sredstva kot ustrezne projekte, da se bo ta zadeva razrešila in ne, da bomo imeli samo nakupljeno prazno gradbeno jamo, namenjeno za sodno stavbo v Ljubljani, kot veste, tam nekje za Bežigradom. Tukaj so pristojnosti in možnosti izvršilne in zakonodajne veje oblasti, da prispevajo
ustrezen delež za učinkovitejše delo slovenskega sodstva. Nenazadnje je to mogoče skozi to prepoznati tudi odnos drugih dveh vej oblasti, do sodne veje oblasti, ker če pogledate, kako je bila napravljena strategija reševanja prostorskih problemov upravnih enot po Sloveniji, koliko novih zgradb se je za ta namen zgradilo, pri tem pa se le malenkostno vlagalo v nekatera po Sloveniji druga sodišča in sodne zgradbe, je videti, da enostavno nismo v enakopravnem položaju. To se tudi kaže, torej, da se razume sodno vejo oblasti kot neko manj zaslužno vejo oblasti, ki bi terjala enako obravnavo kot vse druge potrebe drugih vej oblasti. Kolikor se lahko še morda ustavim za trenutek pri enem specifičnem problemu, ki ga vidimo, je to problematika brezplačne pravne pomoči, za katero opravlja vsa ustrezna poizvedbena dejanja in preverke sodstvo samo in s tem neposredno vpliva na daljše sodne postopke. Tukaj gre ne samo za zneske, gre za večmesečne zaostanke sodnih postopkov. Ob tem, da daleč od tega, da bi se zavzemali, da se brezplačna pravna pomoč ne bi namenjala ljudem, ki so jo upravičeni prejemati. Gre za to, da imajo tiste državne institucije, ki skrbijo za socialne transferje, za te najbolj finančno šibke sloje, vse relevantne podatke, medtem ko jih mora sodstvo v teh primerih samo dodatno zbirati, preverjati. Mi predlagamo, da se to prenese na ustrezne druge inštitucije, predvsem mislim tukaj na centre za socialno delo, ki odločajo o tovrstnih socialnih transferih na drugih področjih in bi bilo zelo enostavno to vključiti tudi v njihove pristojnosti in s tem pomembno vplivati na krajše sodne postopke, za kar naj bi se vsi zavzemali. To je naš tudi en tak zelo konkreten predlog. Mislim, da bi za začetek bili ti poudarki morda zadostni in predlagam, da preidemo na vprašanja, če jih imate. Prosim. Mi vidimo najbolj akutni problem v Ljubljani in zaradi tega, ker ta problem sega, kot sem omenil, že na vse stopnje, če tako v narekovaju rečem, ljubljanskega sodstva, tistih sodišč, ki so s sedežem v Ljubljani. Vemo, da se je v preteklih letih veliko, kar precej vlagalo v nekatera druga sodna okrožja, druga sodišča, vendar zdaj je čas bi že bil, ampak zdaj je skrajni čas, da se osredotočeno lotimo problema v Ljubljani. To je nevzdržno. Nevzdržno je, v kakšnih pogojih poslujejo, na primer, okrajno sodišče Ljubljana. In nevzdržno je, da plačujemo tako visoke najemnine in hkrati govorimo, da nimamo denarja za novo sodno zgradbo. Potrebna je samo politična volja, ki bo zagotovila potem tudi ustrezen načrt, plan, strategijo in te strategije zaenkrat je nikjer ni. Če je za vse druge državne inštitucije, mora biti tudi za sodstvo. To več kot poudarjati mi ne moremo. In slovensko sodstvo je vredno tega, da ima svoje delovanje v ustreznih prostorih. In poudarjam, ne samo slovensko sodstvo, tukaj gre odnos za ljudi, uporabnike naših storitev.
Ne morejo se eden čez drugega prerivati po hodnikih, ki so povsem neustrezni, da pridejo do razpravne dvorane, takrat, ko so, na primer, vabljeni na glavno obravnavo ali kaj podobnega. Nimamo niti več prostorov za arhive in za druge spremljajoče dejavnosti. Hvala. Kar še pogumno. Če kakšno vprašanje. A sicer pa vidite za Ljubljano rešitev, da bi bilo vse to združeno na enem mestu? Ne, naš pogled je, da če se reši prva stopnja in specializirana sodišča, ki so tudi v najetih prostorih, mislim tukaj na delovno, višje delovno in socialno sodišče in upravno sodišče, potem v tej sodni zgradbi lahko domuje Vrhovno sodišče in višje sodišče v Ljubljani. S tem, da bo prekmalu tudi ta hiša, ti zidovi, te hiše potrebovali ustrezno sanacijo, o tem sem že v preteklosti govoril, ker se kažejo dobesedno razpoke, se spreminjamo v arhive, v skladišča, hodnike v tej sodni zgradbi. Hodniki niso namenjeni temu, ampak so namenjeni vemo čemu. Še kakšno vprašanje? Ja, izvolite. Mislim, da gre približno 500 000, ampak točnega podatka vam za 100% ne bi mogel zagotoviti. Ja, to je pač tudi stvar ministrstva. Ne, še? Spaja, izvolite. Struktura v bistvu zadev, ki so nasplošno, česa je recimo največ, ki potem najmanj, a to mogoče vi? Ja, največ je seveda civilnih zadev na civilno-pravnem področju. Potem povečal se je pripad tudi na upravnem področju. Na gospodarskem področju opažamo upadanje pripada, ampak ne na vseh sodiščih in na vseh zadevah. Spet drugače je in različna situacija na kazenskem področju. Tam bi morda izpostavil, da se na specializiranih oddelkih kazenskih stvari nekako premikajo v pozitivno smer. Tam so bile pred letom 2 kar hudi problemi, ampak tudi z dodatnimi kadrovskimi okrepitvami, zlasti v Ljubljani, se približujemo morda k eni trajnejši rešitvi. Število rešenih zadev namreč počasi dosega, se približuje številu prejetih zadev. Če vidite kakšne rešitve, kako omejiti število zadev v tem zakonodajno, kako drugače, ker prej ste kazali to razpredelnico, po kateri Slovenija mislim, da je bila naša tretja. Tudi mogoče o razlogih, zakaj je trenutno Slovenija to veliko. Kakšna analiza obstaja? Ja, mi nismo pravzaprav pristojni, da bi analize delali v tem smislu, ampak domnevati je mogoče tudi, da je dostop do sodišč verjetno relativno lahak v slovenskem sodstvu v primerjavi z drugimi državami. Po drugi strani pa je tudi verjetno vprašanje zakonodaje. Kaj tukaj zakonodaja sama povzroča, katere pristojnosti daje sodstvu, kar naprimer v nekaterih drugih državah ni temu tako. Naprimer, če govorimo, tudi to že ponavljamo več let, v nekaterih državah zemljiško-knjižne zadeve ali pa izvršilne zadeve sploh niso na sodiščih. Pri nas se vse to šteje pod sodstvo in obremenjuje sodstvo s svojimi številkami in določenim številom zaposlenih, kar pomeni tudi večje število sodniških mest in drugega sodnega osebja. Mogoče imate podatek, kakšna bi bila ta številka, če bi odšteli ravno to dvoje? Če bi odšteli? Ravno to dvoje.
Izvršilno. In to bo morda iz službe za razvoj sodne uprave, morda, če ima ta podatek. Slika je nekoliko drugačna v EU Justice Scoreboard, to je ta dokument Evropske komisije. So podatki sicer za leto 2017, ampak če se gleda zgolj civilne in gospodarske zadeve, je Slovenija nekje na sredini v Evropi. Tako da z 3. mesta pademo na 14. 15. oziroma 13. Spravi, z 3. gremo na 13. če se izključi pravne zadeve in ostale zadeve, med ostale zadeve so bili tudi izvršili. Tako da ta delež je kar velik in pomemben. Tako kot je predsednik rekel, je to posledično povezano številno zaposlenih s plačami, z budžetom sodstva. Ves čas je treba v kontekst spraviti slovensko sodstvo. Ne gledati zgolj posamične številke, ampak razumeti, zakaj je mogoče ta številka tako visoka. Je pa tudi v našem letnem poročilu zelo veliko podatkov iz evropske primerjave in si lahko tam bolj natančno preberete v posamične vprašanje. Dopolnim še vprašanje glede najemnin, ker me je kolega tukaj opomnil. V celotni Sloveniji se plača za najemnine sodnih prostorov 3.900.000, ampak to gre za celotno Slovenijo. Ni zdaj tukaj specificiran podatek za Ljubljano, ampak je vključen v to številko. Vi ste še nekaj želeli? Ja, to pravzaprav spada pod pristojnost Ministrstva za pravosodje, ker je to urejeno tako v zakonodaji kot v sodnem redu. In tukaj mi, razen tega, da izvršujemo to, kar je predpisano v teh določbah, nimamo kakšnih svojih pristojnosti. Ja, če bi bili ustreznejši prostori, bi verjetno bilo to razumljiveje, ne? In zato seveda se zavzemamo, da imamo dostojne prostore. Ja, normalno, jaz vam povem, da ko hodim po teh evropskih sodiščih, nikjer še nisem naletel na tako katastrofalne razmere, kot jih vidim v Ljubljani. Tudi verjetno še nekaterem drugem sodišču v Sloveniji, ampak prav v Ljubljani je katastrofa. Tukaj, če lahko jaz samo en stavek dodam, to, kar vi opozarjate, to tudi mi v službi za odnose z javnostmi, to je štejemo za velik problem, prav to, da imamo stvari v zakonu in v sodnem redu zapisane, kar se tiče dostopa sojenja javnosti, pa jih potem v praksi ne moramo izvajati. Tako da se bomo sigurno za to zavzemali, da se tudi v tem smislu prostori ustrezno opremijo. Tukaj ta transparentnost lahko zagotavlja, tako kot je predpisana. Bi še kdo kaj želel? Ja, izvolite. Sem želel vprašanje povezano z družinskim zakonikom. Imate možne podatke, kako zdaj delujejo družinske sodišča, sodašnje zadeve, potem so dobila nove pristojnosti? Zaenkrat nimamo nekih konkretnih podatkov, ki bi kazali na nepremostljive težave. Tudi dogovorjeno je bilo na sestanku na Ministrstvu za pravosodje pred uveljavitvijo zakona, da se bomo nekje junija srečali in pregledali stanje, pregledali pripombe, ugotovljene težave, jih analizirali in videli, kaj je treba napraviti, da se jih odpravi. Ampak zaenkrat nekih konkretnejših podatkov ne morem navajati. Zavedamo pa se, in to pa je resničen problem izvedenstva, ampak ne samo na družinski
družinsko-pravnem področju, ampak v celoti na področju izvedenstva. Če pa se omejim na družinsko-pravno področje, gre za izrazito pomanjkanje kliničnih psihologov in drugih kadrov, ki bi se lahko tukaj vključevali v postopke na ravni izvedenstva. In naša pobuda ali pa predlogi v tej smeri so, da bi naj država ocenila možnost vzpostavitve nekakšnega izvedenskega centra, kjer bi bili zaposleni tovrstni profili, ustrezno usposobljeni in na hiter, relativno hiter način dajali tudi izvedenska mnenja, ker se zdaj ve, da se na tovrstna izvedenska mnenja čaka tudi po letu ali več, kar je povsem nesprejemljivo. Bi še kdo želel vprašati? Morda bi jaz. Ja. Jaz bi želel samo na nekaj opozoriti v letnem poročilu. To gre za točko 8, ki obravnava prenovo letnih poslovnih procesov, kjer so predstavljeni projekti v okviru slovenskega sodstva 2020. Gre za predstavitev projektov, ki je namenjena tako sodnikom kot širši javnosti. Zdelo se nam je potrebno in tudi zelo koristno, da te projekte kratko in pregledno predstavimo, s poudarkom na tem, da ti projekti niso namenjeni samo Vrhovnemu sodišču, ampak so namenjeni celotnemu sodstvu v Republiki Sloveniji. To se včasih pozabi. Posebej pa je predstavljen projekt IKS, to je izboljšanje kakovosti sodstva. Na to opozarjam v zvezi z zapleti oziroma zgodbo, problematiko, ki se pojavlja v javnosti pač v financah. No, toliko zaradi pojasnila. Hvala lepa. Ne, ni več vprašanj. Potem se vam prav iskreno zahvaljujem za udeležbo, vam želim še naprej lep dan in se vidimo v naslednji priliki. Hvala lepa. Hvala.